Tako da bo zelo pomembno, kakšen bo rezultat. Tekma bo izjemno tesna, ampak še enkrat pravim, ni bistveno, kdo bo zmagal, bistveno, kdo bo tretji, četrti, peti in šesti, ker prav te stranke bomo odločale, kakšna bo barva te koalicije. Zame je predvsem pomembno, da bo naslednja vlada učinkovita in da bo močna, ker izzivi, ki so pred nami, ki jih je prinesla zdaj ta ukrajinska vojna, pa tudi posledice, ki jih je pustil COVID, so silovite in tukaj rabimo predvsem učinkovito vlado, ki se ne bo ukvarjala sama s sabo, ampak ki bo imela know-how, kako stvari zapeljati, kako se z njimi soočati. In tukaj bi bila napaka delati izjemno šibko vlado, ki ima zelo majhno večino, ampak bi bilo potrebno narediti neko močno vlado, ki tudi ne bi bila zgolj ideološka, ampak bi bila programska. Razvojno programska, ja. Tako, če kaj, potem nam je v tej vladi uspel to, da smo povezali različno misleče, da je bila to koalicija različno mislečih, medtem ko je pa pred nami pa razpadla koalicija isto mislečih. Stranka Levica odprto govori o tem, kako bodo zvišali davke, ker oni se zavzemajo za to, da se ukine oziroma da se spremeni ta ravno kar sprejet zakon o dohodnini, ki vsem nam zaposlenim prinaša višje plače. Oni so jasno napovedali, celo zahtevali referendum, da bodo ta zakon spremenili. Trdim, da bi bila Levica v vladi škodljiva. Mene zanima predvsem premierska funkcija. Jaz mislim, da zdaj po 10 letih v politiki bomo najverjetneje že dovolj pripravljalnega obdobja, da bi enkrat tudi to rad poskusil.